Ja, čaka nas ena dobra letina, hvala Bogu, zdaj po dveh, bomo rekli, relativno slabih letinah, ne. Tako da vinogradniki kar z veseljem gledajo zdaj v naslednji mesec dni. Tam, kjer ni bilo toče, se lahko pričakujemo kar dobro trgatev, ne. Tako količinsko, kot tudi po kakovosti. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci in predvsem bralke in bralci Večera. Hvala, ker nas spremljate na vseh platformah. Ta podcast je na Spotify, YouTube, Apple Podcasts in na platformah, kjer si podcasta zaželite, da boste obveščeni ob naslednji izdaji, se nam naročite, ocenite ga, pošljite ga svojim kolegom. Danes bomo govorili o najbolj prijetnem delu leta, o trgatvi, tudi med drugim, ker je z mano svetovalec, specialist za področje vinogradništva in tudi za ekološko kmetovanje, Marko Breznik. Zdravo, Marko. Zdravo. Marko, smo te odtrgali od priprav na trgatev? Ja, zdaj je kar zanimivo obdobje, kaj se tiče svetovalcev, predvsem pa nas, ki delamo na področju vinogradništva. Namreč začele so se trgatve v polnem teku, tako da ja, sedaj so tudi klici iz terena zelo pogosti, ne. Danes si moral za to snemanje prilagoditi malo obhode na teren. Kako izgledajo v bistvu ti dnevi zdaj zate, koliko si sploh v pisarni? Ja, zelo malo, ne. Glih danes sem pogledal, kako je razmerje terena in pisarne, in ko vidiš, da je več kot 3/4 delovnega časa terenskega delati, takrat lahko si kar misliš svoje, ne. Ja, sedaj so glavni klici seveda glede rumenic, glede trgatve, tako da nekako v tej smeri tudi poteka trenutno delo, ne. Ostanimo za začetek pri bolj prijetnem, torej pri trgatvah. Ja. Začeli so nekateri vinogradniki že z zelo ranimi sortami, z tudi novimi sortami, ki jih imajo po vinogradih. Kako kaže v tem trenutku? Ja, čaka nas ena dobra letina, hvala Bogu, zdaj po dveh, bomo rekli, relativno slabih letinah, ne. Tako da vinogradniki kar z veseljem gledajo zdaj v naslednji mesec dni. Tam, kjer ni bilo toče, se lahko pričakujemo kar dobro trgatev, ne. Tako količinsko, kot tudi po kakovosti. Kaj se zdaj trga, najprej? Ja, v prejšnjem tednu so se začele, ne, tako kot si rekel, že trgatve teh res ranih sort, med drugim recimo je najbolj rana sorta pri nas Solaris, tako da kar večji del te sorte je že potrgan. Danes je sicer malenko slabše vreme, tako da danes so vinogradniki bolj ali manj ustavili trgatev, za vikend pa kar bo verjetno prve večje trgatve za penine. Tam moramo malo prej potrgati grozdje, namreč gledamo malo druge parametre, ni toliko sladkor pomemben, tako da ja, Chardonnay in modri pinot za penine bodo kar v tem vikendu pa naslednjih dnevih glavna trgatev. Potem pa tam v roku 10 dni pa jaz predvidevam, da bo tudi nekako glavnina trgatev se začela tudi pri vseh ostalih vinogradnikih. Omenil si, da so parametri za penine drugačni. Ja. Lani smo imeli težave z nizkimi kislinami zaradi vročih noči, zdaj imamo srečo, da v zadnjih dneh so vse noči kljub vročini čez dan razmeroma hladne, ne? Ja, kaj se tiče teh parametrov, moramo reči, da so napram lanskega leta veliko boljše. Sladkorne stopnje so nekje tu, so pa neprimerno boljše kisline, ne? To, kar nas Štajerce nekako odlikuje. In tale notranji parametri so letos zelo dobri, ne? Tudi za penine bodo idealni pogoji, ne? Kmetijski zavod skrbi za to, da so vinarji ves čas obveščeni o tem, kako poteka zorenje, torej izvajate analize, vaš laboratorij izvaja analize na terenu. Mogoče malo pišeš ta postopek, kako to izvajate, kje objavljate podatke? Ja, naš kmetijski zavod, predvsem pa naš laboratorij, smo pooblaščeni za spremljanje dozorevanja grozdja na celotnem območju vinorodne dežele Podravje. Nekako ta mreža je zelo razvejana, začne se pri terenskih svetovalcih, ki nekako na že določenih točkah, torej na določenih vinogradih, poberejo vzorce. Tukaj je prav določen postopek, torej
celotna vrsta, levo, desno, 100 jagod je potrebno nabrati. Potem se te vzorce zbere in prinese v laboratorij, kjer jih pa tudi naše kolegice po določenih metodah zanalizirajo, ne, torej preverijo vse te parametre od kisline, sladkorjev, jana oziroma yeast available nitrogen, torej kvasokam dostopen dušik. In ja, potem se pa ti podatki tudi tekom tedna objavljajo na spletni strani. Mogoče tako za laike, kaj pomeni sončen dan za dozorevanje grozdja? Zdaj včasih smo rekli, da sta 2 eksla, mislim, da za en sončen dan. Ja, še vedno to velja, ne. V res lepih dnevih je lahko nabiranje teh sladkorjev tudi do 2 ekslerja na dan, vendar ti slabši dnevi ali pa tam, kot je recimo danes, malo bolj oblačno in deževno, pa lahko to nalaganje sladkorjev čisto ustavijo, ne. Tako da povprečno nekje eksl pa pol v tedenskem razmaku se nabira na dan, ne. Pričakuješ pa, da bo letos, da bojo ti sladkorji kar visoki? Ja, jaz mislim, da bodo za vrhunske trgatve prav primerni sladkorji, tako da bo res letos možno pridelati vse stile vina od penine. Če bodo pa se kateri še ujačali, pa bo tudi kaki predikat lahko padel, ne. Danes pa te čakajo še malo manj prijetni tereni. Pojav rumenice je vse večji na štajerskem območju. Kako se soočate z tem, s to res, kako bi rekel, boleznijo, ki v bistvu kosi pred sabo vinograde? Trenutno izvajamo oglede vinogradov, kjer se je seveda ta rumenica pojavila. Namreč država je pred nekaj leti vzpostavila sistem finančnega nadomestila za vse tiste trte, nekako, ki so morale biti odstranjene iz vinograda, ne. Tako da vinogradnik tudi dobi neko kompenzacijo, seveda v obliki denarja za vse te trte, in primarni pogoj je, da pride seveda tudi svetovalec oziroma fitosanitarni preglednik na ogled do samega vinogradnika in seveda vseh vinogradov, ki jih je dal v to pomoč, ne. In to nekako je sedaj tisto naše delo glavno, da opravimo to čim prej, tudi že pred trgatvijo, zato se sedaj tudi mudi, večji vinogradniki nekako hočejo to čim prej tudi, bomo rekli, rešiti, ne. Kajti ključno je, da se te trte čim prej tudi odstranijo, ne. In smo zdaj že kar dokaj pozno, ne, pri samem odstranjevanju teh okuženih simptomov. Je pa res, da če še do lani mariborsko območje bilo dokaj mirno, pa so tudi letošnja prva vzorčenja že pokazala kar nekaj pozitivnih žarišč, tako da rumenica je tudi pri nas na območju Maribora in ne moramo si več zatiskati oči in si misliti, ja, saj Ormož pa še je daleč, pa Ljutomer še je daleč. Ja, rumenico zdaj imamo tudi tukaj in pričakujem kar velike težave v naslednjih letih. In v bistvu rešitve ni razen ta, da se v bistvu trse. Žal zaenkrat imamo 2 ukrepa, ne, torej pravočasno in takojšnje odstranjevanje okuženih trt, torej tu mora biti nulta toleranca, ne, in seveda zatiranje ameriškega škržatka, ne. To sta 2 ukrepa, ki sta sedaj predpisana. Vkolikor seveda vsi izvajajo to, ne, takrat je dokaj dobro to obvladljiva bolezen, ne. Vendar se vsaj v Podravju soočamo z veliko razdrobljenostjo, imamo kar nekaj zapuščenih vinogradov, žal tudi v Mariboru so še takšne črne pike, lahko rečemo. Upamo, da se bo to posaniralo v naslednjih letih. Prav tako so težave v, bomo rekli, takih bolj ljubiteljskih zasaditvah, kjer tisti lastniki bolj slabše izvajajo vse te ukrepe, torej od odstranjevanja trd do zatiranja škržatka in seveda potem, ko vse to skupaj štejemo, ne, je kar velika zmeda, ne, in velik problem, ne. Strah pred rumenico je upravičen, mogoče ti podaš, ker si vseeno šolan na tem področju, malo zgodovinski vpogled v to, kar je rumenica že naredila nekoč na tem območju. Ja, rumenica se je prvič v večjih izbruhih pojavila tam v začetku leta, oziroma v začetku tega tisočletja, tam okoli leta 2000 so takratni kolegi odkrivali prve trte
Do večjih izbruhov pa je prišlo tam okoli leta 2010-2011, prvo na Primorskem, kasneje na Dolenjskem. Takrat smo še imeli nekaj drugih orožij v rokavu, ne, oziroma drugih močnejših insekticidov. Takrat se je to dokaj dobro posaniralo, tako da v teh dveh vinorodnih deželah je situacija veliko bolj mirnejša. Pri nas na Štajerskem pa opažamo pojav oziroma ta večji izbruh že od leta 2017 naprej. Prvi vzorci pa so se že pojavili prav tako tam okoli leta 2010. Ne. Pa ni še en res zgodovinski, če gledamo par stoletij nazaj, se ni zgodilo nekaj podobnega že v preteklosti? Ja, takrat je bil drugi škodljivec, trtnouš, konec 19. stoletja. Pa lahko kar lepe vzporednice z tistim pojavom potegnemo, ne, in je bilo v roku 5 let 95% celotnega slovenskega vinogradništva uničenega, torej vinogradov, ne. Res je, da takrat so imeli rešitev cepljenje na tolerantne podlage in se vinogradništvo dokaj hitro nazaj revitaliziralo. Sedaj pa take rešitve ni na vidiku, ne. Kažejo sicer določene sorte malenkost z večjo rezistenco, vendar to še ni zagotovilo, ne, da bomo se rumenice rešili, ne. Namreč rumenica kot fitoplazma je vse prisotna v celotnem našem ekosistemu, tudi druge rastline so lahko gostiteljice, ne, od leske, vrbe, potem sorbota, jelše. In imamo kar nekaj uspešnih prenašalcev, ki iz tega rastlinja prenašajo seveda to fitoplazmo na trto in znotraj vinograda pa nam jo prenese ameriški škržatek. Žal. Ja, Da prihaja do tega. Mlad svetovalec si, kako si prišel v bistvu do te vloge sploh? Kaj te je pripeljalo do tega, da si ti tisti, ki hodi po vinogradih po Štajerskem in svetuje? Ja, dejansko jaz živim v vinogradništvu že skoraj da od otroštva, ne, vun s Plenic, lahko rečemo. Začeli so pri nas moji starši in vinogradništvo je bilo nekako položeno v zibelko. Kasneje sem tudi šel študirati na našo fakulteto v Mariboru, torej vinogradništvo in vinarstvo. V času korone se je pokazala priložnost tudi glede zaposlitve in ja, če imaš nek cilj pa nekako tisto voljo delati na tem področju, potem ni težava, ne. Pa tudi malo se je sopadalo z zamenjavo generacije, tako da sam sem zamenjal predhodnika Romana Štobuca, ki je sedaj že kar nekaj let v penziji, tako da je se kar lepo sopadalo, ne. Kako si ti gledal na svetovalce, ko si bil še na drugi strani? Ja, redno smo se udeleževali takrat tistih izobraževanj. Dejansko svetovalna služba je v začetku njenega obstoja imela res pomembno vlogo, ne, kaj se tiče izobraževanja, podajanja nekih informacij. Kasneje se je malenkost to vse preveč že suha usta. Špricer bi rabila, Ja, ne? špricer bi rabila. Zbirokratizirano. Točno tako, ne. Zdaj v zadnjem obdobju pa vseeno smo tisti mladi, ki imamo neki boljši dostop do informacije tudi iz tujine, tako da sedaj predajamo res tiste najbolj novejše raziskave, ugotovitve naprej našim nekako porabnikom naših informacij, naših nasvetov. Tako da ja, seveda je treba omeniti, da trenutna mlada generacija vinogradnikov in vinogradnic je zelo izobražena, tako da vejo, kaj delajo in mi smo jim samo bolj ali manj v support, ne. Verjetno včasih ni bilo tako, omenil si, da v preteklosti so bile svetovalne službe zelo potrebne. Ja. Odnos pa ni bil verjetno vedno najbolj prijazen do tistih, ki, če so lahko malo provokativen, eno leto rečejo, tako bomo rezali, drugo leto rečejo drugače. Kako gledaš ti na to? Ja, nekako jaz se držim tistih stalnic, nekega spreminjanja principa na kratkem obdobju si ne moremo privoščiti, ne. Vinogradništvo ali pa vinska trta je dolgotrajnica, torej dolgoletnica, ne. Ona 20-30 let mora uspevati, ne, in preveč spreminjanja nekih konceptov tudi ni vredno, ne.
In to vidimo, da se v preteklosti smo se malo lovili, kaj je dobro, kaj je nedobro in se to nam zdaj malo negativno vrača. Ne. Res je, da velikokrat smo bili primorani tudi zaradi zunanjih vplivov. Ne. Predvsem tam okoli leta 2000 so bili viški vina, viški grozdja in seveda takrat so vsi razmišljali, kako zmanjšati pridelek, ne, in nekako dvigniti kvaliteto. Ne. Zdaj imamo kontrasituacijo, ne. Zdaj pa imamo premalo grozdja, premalo vina in moramo delati prav v drugo smer. Ne. Pa tudi ekonomska situacija, ne, naših vinogradnikov je veliko težja, ne, kot pa je bila nekaj let nazaj. Ne. Po eni strani veliko težja, po drugi strani pa imamo vinogradnike, ki znajo zelo dobro unovčiti svoje znanje, delo, ki ga v bistvu čez celo leto opravljajo. Ne? Kako ti gledaš na številne pozitivne zgodbe, na številne preporode na območju okolice Maribora? Ja, odlično, ne? To je res občudovanja vredno. Vidi se, da tam, kjer nekako so družine složne, da je več generacij skupaj, da je že to nekako utečena zgodba, se vinogradništvo pelje brez problema naprej in tam tudi mladi ostajajo na teh kmetijah, ne. Kjer so pa ta prenos znanja zamudili, tam pa imamo tudi velike težave, kaj se tiče tega ohranjanja vinogradov, ne. Predvsem tam pride do opuščanja vinogradništva, namreč mladi tam ne vidijo neke perspektive. Pri kar veliki večini teh mariborskih ali pa rekli to okoliških vinogradnikov pa je ta prenos bil seveda uspešen. Ne. Je pa res, da tu je vinogradništvo zelo dosti vpeto tudi v turistično dejavnost, ne, in turizem, vinogradništvo, vinarstvo, to se povezuje. Ne. In v takem primeru je to zgodba res veliko enostavnejša zapeljati. Ne. Še eno manj prijetno vprašanje. Kaj gledaš ti na Mariborsko piramido? Ja, kaj se tiče Mariborske piramide, smo v postopku, malo tudi poznamo ozadje, smo v postopku obnove vinograda, tako da nekako načrti so narejeni. Piramida se bo verjetno v kratkem začela čistiti in v naslednjem letu je že nekako planirano tudi nova zasaditev vinograda. Sedaj se še nekako posvetujemo, katere sorte bomo na ta prostor seveda posadili, oziroma kako metodo sajenja bomo uporabili, čim manj seveda tla odpirali. Vemo, tukaj so v prvi vrsti je že naselje samih hiš pod samim zemljiščem in ne moremo si privoščiti, da bodo tam imeli meter zemlje v dnevni sobi, tako da bo res potrebno previdno pristopiti pri sami obnovi piramide. Ne. Tako da jaz gledam pozitivno zdaj na to dogajanje. Začelo se nekako v začetku letošnjega leta. Takrat so nekako pristopili tudi do nas. Kdo to vodi? Mogoče, tukaj so zadaj mestne nepremičnine, tako da oni nekako koordinirajo. Veliko se tudi posvetujejo z nami, kaj se tiče izbire sort ali pa načina obdelave. Tako da kaj ti vidiš na piramidi, kaj bi bilo primerno zasaditi? Absolutno tolerantne sorte, torej sorte, ki kažejo malo večjo odpornost na bolezni, s tem bomo drastično zmanjšali tudi zaščito. Ne bomo rabili toliko škropiti, po domače povedano. Ne. V takih urbanih naseljih je škropljenje seveda prva, največja težava. Ne. Tako da imamo pa zdaj kar širok nabor teh odpornih sort, ki rekli, zelo poenostavijo ta segment, pa tudi kasneje se lahko uporabijo ekološki pripravki, tako da z temi sortami bo tukaj zgodba enostavna zapeljati. Tako da te ne boli malo, ko boš mogel menjati, ko boste mogli menjati, pa bodo mogli menjati kralja med sortami. Zakaj tolerantne? Ja, še zmeraj ima možnost kralj med sortami. Ne. Tukaj se pogovarjamo o renskem rizlingu, ne, ki je to bil gore vedno eden najboljših. Ne. Vendar tu se potem vedno postavlja vprašanje, ne, ali je
lokalna skupnost pripravljena sprejeti to, da bo nekdo na 10 dni tukaj škropil, pa da se bo piramida morala v tistem obdobju tudi zapreti. Ne. Tukaj vidimo, da enostavno pritiski ostalih ljudi so veliki. Ne. V časopisih kaj hitro prebereš članke, uporabili gnojnico, škropili takrat, pa takrat. Ne. In so tu nasprotovanja, ne. In v izogib temu zagotovo priporočam uporabo teh ali pa odločitev za te sorte. Ne. Kot otrok kmetov, ne? Ja. Pa tudi imamo vinograd doma, ne? Čeprav sem jaz verjetno tisti, ki je najmanj žal v vinogradu, ampak dobro, rad sem pa v kleti. Ja, to je dobro. No, moram povedati, da sem bil v teh dneh presenečen, opazil sem objavo ene kmetije iz Kamnice, ki je napisala na Facebooku eno daljšo objavo, skoraj dal pravičilo ljudem v Kamnici in mislim na celo Kungoti, da bojo zdaj oni morali pred dežem gnojiti. Ne? Da smo prišli tako daleč, da se mora v bistvu kmetija opravičevati za upravljanje svojega dela. Ne? To se mi pa zdi kar malo žalostno, ampak ja, seveda treba je sobivati v skupnosti, vinograd na piramidi je v urbanem okolju, dokler ne bo prepoznan, ker očitno v zadnjih letih ni bil prepoznan kot velik potencial. Je bil prepoznan bolj po zapuščenosti. Ja, tako da, ja, če je to rešitev, super, da se na tem dela in fajn, da se bo dalo kaj z tega narediti. Me zanima, koliko je tolerantna recimo žametna črnina? Žametka je ena izmed tistih klasičnih sort in pri njej je potrebno redna zaščita. Morda bi mogel še to tudi izpostaviti, da vseeno piramida je ena top lega. Lokacija, ja. To je top lega in kakor hitro imamo tako osončene lege, prevetrene lege, je tudi zaščite potrebno veliko manj. Ne. To je potrebno poudariti. Ne. Na slabših legah seveda se to število škropljenj nekoliko poveča. Ne. In ena izmed idej je tudi ta, da bi se na piramido zasadila žametovka, nekako v poklon stari trti iz lenta. Ne. In tudi to je ena izmed opcij, ne. Tudi o tem se pogovarjamo. Ne. Škropljenje na piramidi pa z droni, ne? Ja, še žal v Sloveniji ni dovoljeno. Sem pa že videl primere, kar redne, ne bom zdaj razkrival, kje, torej ni še dovoljeno. Še ni dovoljeno, se pripravlja se sicer dokumentacija, ne, oziroma pravilniki, tako da na določenih legah ob določenih pogojih bi bilo možno tudi poškropiti z drone. Ne. Vendar vemo, kakšna je zakonodaja, kaj se tiče dronov, glede bližine, ne vem, letališč, drugov in vsega tega, ne, tako da tukaj je kar nekaj preprek. Kdaj ti začneš s trgatvijo? Mi začnemo v ponedeljek s Apenine, tako da potem pa kar redom sledom. Okay. Ja. Ker ja, moram omeniti tudi, ne, Marko prihaja iz družine, kjer imajo tako vinograde kot gostilno, ne, tako da kakšen je tvoj delovnik, ne? Mislim, ti si ves čas v pogonu. Od ve do ve, ne. Ja, glej, v dopoldanskem času za druge vinogradnike, v popoldanskem pa za svoje vinograde, ne. Tako da ja, saj služba mi omogoča, da se veliko novega naučim, prideš do dobrih poznanstev, tako da potem kasneje tudi vinograde doma ni problem obdelati, pa tudi te površine, ki jih imamo, so še zaenkrat obvladljive. Ne. Gostinski del pa prevzemata bolj sestra pa njen mož, tako da smo se delo kar do dobra razdelili. Ne. Moram omeniti, pa to zdaj ni reklama, promocija, oglas kakorkoli, ampak na par večerovih dogodkih mislim, da je bil vaš catering izjemno. Ne. Ja. To sem zdaj se komaj spomnil, da je ta povezava lahko sporna, ne, ampak brez skrbi poslušalke in poslušalci ni bilo namenoma. Zato tukaj, ampak ja, majolko imate, pa te ste znali, ne? V kleti? V kleti, v srednji steber.
Ja, tako je res ogromno. Je v obliki Poglejte majolke, si. ne. V obliki majolke. Zdaj, kako je prišlo do tega, še oče sam prav ne zna razložiti. Sprva je bil mišljen en velb, ne, torej eno kraka. Ja, ena velbasta kleta, ne. Tako. Klet, ampak bi zaradi same izgradnje morali iti saj še 3 metre bolj globoko, tega oče takrat ni hotel. Pa so rekli, nič, pa bomo iz večjih kotov vlekli velbe v sredino, v steber. No in sprva je bil mišljen samo okrogli steber tak v obliki valja, pa je zgleda eno večer sedel ob mizi, imel je majolko, verjetno je tudi sprazno, ne, pa si je mislil, kaj pa, če bi mi steber naredili v obliki majolke, ne. In ja, letos je 25 let, kaj se je ta vinska klet tudi zgradila. Je zelo, zelo lepo zgleda. Moram priznati pa, da še nisem bil pri vas, tako da upam, da se to čim prej spremeni. Sem pa že proval vina, odlična so, tudi nekaj nagrad. Kaj gledaš ti na to, da pač je fajn imeti nagrado, koliko pomaga pri prodaji vina? Ja, je nek dokaz ali pa potrditev dobrega dela. In ja, pa tudi, če smo iskreni, ne, tudi drugi vinogradniki te gledajo, ne, kaj delaš, ne, in nišče ti ne more oporekati, Breznik pa nam nekaj tukaj zdaj natolcavlja, ne. Aha, tudi iz tega vidika. Ja. Večje zaupanje kolegov. Prav tako, če gledamo tisti primarni del proizvodnje, ne, veliko nekih novih tehnologij, pristopov, prvo stestiram doma, pa potem to predajaš naprej, ne. Prav, to je dobra smer, katero je tvoja najljubša sorta? Chardonnay. Zakaj? Nekako je me spremljal od samega začetka, tako da je to ena najbolj popularnih sort, globalno gledano, v Sloveniji pri nas malo manj, ampak omogoča širok spekter vina, ne, od penine, v zvrste mešane, v špricer vina, to paše not, ne, do zorjenih linij, do predikatov, res ogromno se da iz te sorte pridelati, ne. Kako ti gledaš na trende, ki se pojavljajo, zdaj ne vem, 5-6 let nazaj, je vsak drugi vinar delal 15, tudi mi smo ga, ne. Oranžna vina, ja. Oranžna vina so zdaj že kar nekaj časa stalnica oziroma popularna, pa v nekem določeni skupini kupcev popularna. Ves čas se pojavlja nekaj novega, zdaj se vmes, ne, so bila res zorjena vina, pa vina z visokimi alkoholi, zelo iskana, zdaj bi vsak drugi rad nekaj frišnega, z nizko alkoholno vrednostjo, z višjo svežino, torej kislino. Vse si povedal. No, ampak kaj pijaš? Ti trendi so in torej prihajajo in odhajajo, ne. Trenutno res so nekako v porastu vina z nižjo alkoholno vrednostjo. Vedno pogosteje se pogovarjamo tudi o dealkoholizaciji, ne, odstranjevanju alkohola. Tako da ja, naši pivci, predvsem štajerski pivci, pa smo tak ali tak znani po tem, da imamo radi svežino, sadne aromatike, pa če kaki gramček kisline več, tudi nas nič ne moti, ne. In ta smer trenutno se tudi najbolj prodaja, ne. Rdeča vina so v zatonu, ali pa nekako prodaja rdečih vin malenkost pada. Zdaj sam opažam, da tudi buteljčna linija se nekako malenkost ustavlja. Še vedno tiste top buteljke se dobro prodajajo, ne. To nekako tudi vsi vinogradniki opažajo, ali pa večina jih opaža, ne, na terenu. Na drugi strani pa se tale literska linija, tako v narekovaju, raznih kuvejev, mešanih vin, pa kar dobro drži, ne. In eden izmed razlogov je tudi to, da smo Štajerci zdaj sforsirali litersko linijo res v visoke kakovostne stopnje, ne. In pri dobrih vinogradnikih ni razlike več med literco in med buteljko, ne, buteljčno linijo, je kakovost literce tudi dobra, ne. In zdaj celo cene pa še cene se popravljajo, ne, in to so pivci tudi ugotovili, ne, da za 4 do 5 evrov, če da za literco, dobi podobno kvaliteto vina, še lažje se pije, bolj pitna, ne, seveda. In ja,
Ti se kot Martin zelo veseliš Martinovanja, ali ga imaš vrh glave? Ne, že komaj čakamo. Že komaj čakamo. Kleti so prazne, ne, in verjetno bi že Martin mogel biti kaki mesec dni prej, da naredi svoj žegen, ne. Tako da ja, glej, 11. november, že je zapisan. Pa en dan prej dopust, pa en dan kasneje dopust. Reče pa, dealkoholizacija vina, Ja. sem vmes zastrigel z ušesi, ne. Ja. Za mene, pa za moje kolege, za mojega svaka recimo Ja. tudi, ne, ki je enolog v naši kleti, pa se najbolj posveča temu, je to skoraj da prepovedana beseda, ne. Veš, katera je najbolj enostavna dealkoholizacija? Katera? No, kot ti k deci vina priliješ deci radenske. No, prav. Ampak ja, ta trend je porastel. Ja. Kakšen je sploh postopek, če mogoče za poslušalke in poslušalce čim Ja. bolj enostavno probaš povedati, če se da? To so razne vakuumske črpalke, ki na principu osmoze odstranjujejo alkohol. Res pa je, da je to kar za vino, za tisto pijačo, taki agresivni postopek, ne. Do tega je pač prišlo predvsem v tujini, kjer se soočajo z res ogromnimi viški vina. Tukaj sta na prvem mestu Francija in Nemčija, ne. Francozi so dobili sedaj finančno pomoč, da odstranijo 20,000 hektarjev vinogradov, take velike količine grozdja in vina se pridelajo v teh državah, ne, in eden izmed načinov, da se zniža količina vina, je tudi dealkoholizacija, ne. Je v trendu, ne, zanimivo, da se v raznih teh vinskih barih dealkoholizirana vina tudi pogosto pojavljajo, pa če greste tudi po naših teh večjih supermarketih, boste jih že našli, ne, v trgovinah, ne, na policah, tako da. Koliko se jih lotevajo slovenski vinarji, pa mariborski iz okolice? Ja, so že nekateri poskušali. Mislim, da je z letošnjim letom tudi ena izmed večjih kleti že poskušala s tem postopkom, oziroma je že dala na trg dealkoholizirano vino, ne. Tako da ja. Zdaj v Sloveniji je to malenkost manj zaznavna metoda, ker vseeno nimamo viškov vina še, ne. Ko pa bo prišlo do tega, pa verjamete, da bo to kar hitro glavna tema. Ja. Pa potem tudi z namenom zmanjšanja alkoholnih stopenj. Tukaj se pogovarjamo, ne, da v teh pogojih lahko spraviš alkohol tudi do 14-15% volumskih, ne, kar je po vseh trenutnih trendih preveč, ne, tega več pivci ne iščejo, ne, in tudi tiste delne dealkoholizacije, ko se znižajo alkoholne stopnje morda za 2 volumska procenta, toliko, da se vino naredi malo bolj pitno, ne, so zdaj kar ogromno tudi raziskav se že naredi na tem, ne. Zdaj pa, jaz sem poskušal ta vina. Ja, to me zanima. Smo šli v Düsseldorf, tam je največjih vinskih sejmov, celotna hala, ne, tam vidiš, kaj to pomeni trend. Če še 5 let nazaj samo en mali štandek bil z temi dealkoholiziranimi vini, ne, je v lanskem letu že bila cela hala dealkoholiziranih vin, ne. In od 20 vzorcev morda 2, ki sta mi malo bolj bila všeč, vse ostalo pa je še potrebno neke dodelave, ne. Kaj to pomeni, da sta ti bila všeč, sta bila polna? Pač pitna sta bila, ne, bi rekel, tak zdaj pa še en kozarec pijem, ne. Drugače pa, ja. Moram povedati, da to ni sok, ne, to je To ni sok, ne. kar razlika, ne, to vino gre v bistvu čez še en dodaten proces. Ja, točno tako je. Tako da, ja, nekdo, ki mi je že promoviral, da bi bilo fajn, da kaj takega probamo, naredimo, ne, je treba vedeti, da potem bi bilo posledično cena celo mogla biti še višja. Ja, to so sprocesirana vina, jaz temu pravim, ne, sprocesirane pijače, zdaj pa v teh časih je vprašanje, ta rajši naredimo tisti, ne vino, ampak naredimo rajši sok, ne. Dober sok, ja. Pa dober sok, pa je zadeva tudi hitro rešena, pa dejansko pridemo do večje populacije ljudi, ne. Zdaj, ne vem, koliko je zdravo potem tudi te dealkoholizirane pijače dajati nekomu, ki ne vem, ne sme alkohola piti, ne. Za preveriti. Ja, za preveriti. Marko, imaš kaki vers, ki bi ga lahko za konec povedal, vinarske, pa ne vem, vic, sporočilo, karkoli? Zdaj sem te ujel na levi nogi. Zdaj si me res ujel na levi nogi. Vem enega, ki ga je povedal
ta naš bivši enolog Radgonsko-Kapelskih goric, ne, ampak bo bolj navezava na Breznikov traminec, ne. Dobro. Če srcu želiš, ljubezni si vrtinec, pij Breznikov traminec. Tako da, Je pa original pa je Radgonsko-Kapelski traminec. Vsem vinogradnikom pa vinogradnicam eno lepo trgatev želim, tako da zdaj nas čaka naslednji mesec dni, kar veliko lepega dela, jaz mislim, da je trgatev lepo upravilo, ne. res je lepo upravilo. Marko, hvala, da si vzel čas za nas in da boš še naprej dobro svetoval vinogradnicam in vinogradnikom. Vse dobro želim tudi med trgatvijo. Ja, hvala tudi vam. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. V sobotnem Večeru sogovorniki analiziramo, kako se je v zadnjih 3 letih v Evropi spremenil odnos do vojne v Ukrajini, zakaj evropski voditelji danes podpirajo pogajanja s Putinom in zakaj Evropa ni sposobna zadev urejati drugače, kot narekujejo v ZDA. Kakšne varnostne garancije lahko Zahod ponudi Ukrajini in kako trdne bodo te? Objavljamo tudi 2 močna intervjuja. Matija Solce, doktor lutkarstva in vodilna sila festivala Floating Castle, pravi, da ne prenaša več zgolj fraze o svobodni Palestini. Ne moremo verjeti, da ljudje cele dneve kofetkajo, kot da ni nič. Marko Pleško je začel v znanosti, danes pa vodi izjemno uspešno podjetje Cozy Lab, ki med drugim razvija uspešne terapije za zdravljenje raka. Ljudje uporabljajo pametne telefone, ki so gotovo vrhunec znanosti, potem pa prav te naprave uporabljajo za to, da po socialnih omrežjih kritizirajo znanost in širijo svoje teorije zarote. Kaj prinaša Večer v nedeljo? Marjana Grčman, televizijska voditeljica, ki predstavlja lepote Slovenije, pravi: najlepše je zame eden lepših sloganov, tako za delo kot za življenje. Z njo se je pogovarjala Sonja Javornik. Popotnici Anja Antolič in Barbara Marčič pišeta o iskanju svobode in kolesarski odisijadi od Ekvadorja do Aljaske. Tokrat je na vrsti prihod v Panamo in Kostariko. Matic Sever znova prinaša vrtnarske nasvete. Čeprav je glavna sezona sajenja spomladi, so številne trajnice in okrasne trave hvaležne tudi ob avgustovskem sajenju. Tople poletne noči in dovolj vlage v tleh jim omogočajo, da se do jeseni dobro ukoreninijo. Za konec še preblisk. Priložnost, na katero čakamo, je večinoma že tu, je dejal nemški pisatelj Paul Mommerz.